Živijo, jaz sem Manca in to je oddaja o parašportu, oddaja Tempo. Četudi ne izgleda tako na prvi pogled. Pridružila sem se zimskemu paralimpijskemu taboru za družine, kjer otroci uživajo ob spoznavanju in preizkušanju parašportov. Taboru se vsako leto pridruži tudi posebna Lekova ekipa, ki navdušuje otroke s kemijskimi eksperimenti. Danes sem tudi jaz otrok, zato sem si izposodila njihovo opremo in vam bom nekaj pričarala. Že vem. Pričarala vam v en tak čarobni napitek za dobro vzdušje na letošnjem zimskem taboru. Takole pa smo namešali vsebino celotne današnje oddaje Tempo. Popeljali vas bomo na zimski paralimpijski tabor za družine na Rogli. Predstavljamo vam Nejca Komurko, športnika specialne olimpijade, parašportne izzive za osnovnošolce na tekmah svetovnega prvenstva v parabiatlonu na Pokljuki ter trening šolskega športnega krožka Odbito na osnovni šoli Hruševec Šentjur. Kakšna pa je formula za sneg? Lahko bi ga še malo popravila, da bo zdržal preko cele zime. Ker zima brez snega pač ni prava zima. In tudi na zimskem paralimpijskem taboru za družine se osrednji del športnega dogajanja odvija na snegu. Zimske aktivnosti na snegu so za otroke in mlade vedno posebno doživetje. Žal pa so nekaterim zaradi gibalne oviranosti težko dosegljive. Zato se je porodila ideja, da paralimpijski tabor za družine organizirajo tudi v zimskem času in mladim z invalidnostmi ponudijo tudi možnost smučanja. Po lanskoletni zelo uspešni premierni izvedbi se je zimski tabor tudi letos odvil na smučišču Rogla. Meni je všeč na smučkah, tako imam neko aktivnost. Smučanje mi je všeč zato, da lahko treniramo, da bom lahko zelo hitro smučal in da bom pravi smučar. Zato, ker uživamo na snegu, kljub nekam prilagoditvam, tokrat drugič, močnejši, bolj podprti strokovno ekipo, z nekimi znanji, izkušnjami iz preteklosti. Uživanje na snegu in veselje ob smučanju sta zelo pomembna, a varnost in strokovnost sta vedno na prvem mestu. Zato za mlade smučarje skrbijo učitelji smučanja in delovni terapevti. Na taboru poteka smučarski del razdeljen v dve skupini, ekipa sedečih smučarjev in ekipa stoječih smučarjev. Sam sem vpet v delo stoječimi smučarji. Sem opazil, da so res vsi otroci izredno nasmejani, zabavamo se, otroci imajo skozi občutek, da je nekdo od nas z njimi in največji užitek za nas je, ko zaključimo z smučarsko progo in gremo na sedežnico ali na vlečnico za nov spust, videti njihove nasmehe. Smo se učili delati pluh. Pa smo se peljali s zunimi krohci, pa smo se spuščali lahko dol s hitrostjo, pa zavijali si skozi na svežem zraku, na snegu. Tisti, ki ne morejo samostojno smučati, pa so se preizkusili v vožnji z biskiji, katere lahko v celoti upravlja učitelj smučanja. Da imajo res tudi oni možnost izkusiti, kako je jeti po strmini, uživati v tem športu, ko uživamo mi, ko se s tem ukvarjamo in ko nam je fajn. Tako da imajo res neko socialno vključenost, sploh možnost, da grejo na smučišče. Da niso sam gledajo po televiziji ali pa iz strani, ampak da so res čim bolj vključeni in imajo to izkušnjo. Ja, ful dobro je bilo. Ja, za dol iti sem mogel prav pomagati, šoferati z rokami in to. Nepogrešljivi del paralimpijskih taborov za družine pa so tudi prostovoljci. Obe smo rade smučale že tudi prej, obe učiteljici smučanja. Smo pa prvič z otrocmi, ki so gibalno ovirani. Ja, res eno tako zelo pozitivno vzdušje.
To so neprecenljivi izkušnje in dogodki, da si lahko zraven in vidiš to iskrce v očeh, ko naredi zavoj in je lahko tudi on na snegu. Lani sem bil na taboru na tem istem, drugače pa je že prej svojo mamico smučal. Najbolj pomembno je potem, da ga navdušaš, da si želi, da ga usmerjaš, da sodeluje s teboj in da je zadovoljen. Smejeva se cel čas, šale zganjava. A ne, Jaka? A smo se imeli lepo? Ja. Odlično. In v parasmučanju pa se je prvič preizkusil tudi naš Anej. Anej, kako ti gre? Veš kaj, ti kar predajam besedo na smučišče. Živjo, Manca. Res je, zdaj sem jaz prvič na smučeh. Sem na smučarskem kampu Zveze paraplegikov Slovenije. Uživam, to so moji prvi zavoji in fajn se imamo. To je monoski, katerega uporabljamo paraplegiki. Za prvi dan je precej nestabilno, ampak rabiš dobiti tisti občutek. Danes je že boljši, včeraj je bil prvi dan, danes je drugi dan. Tako da se že znajdem, no sem že samostojen za smučanje, tako da sem zadovoljen. Padci so sestavni del športa, tako da tudi pri smučanju ne gre brez tega. Vsako rundo sem manj na tleh, kar me zelo veseli. Ne glede na to, da sem šele drugi dan na smučkah, smo danes imeli tekmo za zaključek kampa, katero sem se tudi jaz udeležil in zapeljal skozi vratca. Najprej je bilo malo respekta do postavitve proge, ampak drugo rundo je šlo že boljše, brez padca, tako da sem zadovoljen. Zdaj me je ta monoski smučanje kar navdušilo in če mi bo le čas dopuščal, se bom večkrat udeležil smučanja oziroma tega smučarskega kampa. Manca, lepo se imejte na taboru, uživajte, jaz pa grem uživati naprej na smučanje. Anej, hvala, tudi mi uživamo. Jaz sem zaključila s kemijskimi eksperimenti v laboratoriju in bom dobro kemijo zdaj raje poiskala v spoznavanju novih parašportov in v odlični družbi udeležencev tabora. Takole pa na zimskem paralimpijskem taboru za družine izgleda, ko nismo na snegu. Ko se smučarske čevlje in topla zimska oblačila postavi v kot in nabere novih moči, pride na vrsto spoznavanje parašportov, obiski paralimpicev ter skupna druženja ob resnih in zabavnih temah, tako za mlade kot njihove starše. Letos sta paralimpijski tabor obiskala kar 2 paralimpica. Parakolesar in sovoditelj naše oddaje Anej Doplihar ter paralimpijski zmagovalec iz Pariza, parastrelec Franček Gorazd Tiršek. Družine so se skupaj spoznavale s paraplesom in plesnimi koraki. Ter se preizkusile v obvladovanju loka in puščice. Tu pa so bili tudi tradicionalni in vedno priljubljeni kemijski eksperimenti izpod veščih rok Lekovih prostovoljcev. Ter letošnja novost tombola, ki jo je vodila naša paraplesalka Nastija Fiolič. Namen paralimpijskega tabora za družine je, da mladi z različnimi vrstami invalidnosti skupaj s svojimi družinami spoznavajo in preizkusijo čim več različnih parašportov in mogoče se s katerim od njih začnejo tudi resneje ukvarjati. Je kaj fajn, ker v tem uživam in zaradi tega, ker pač lahko najdem sebe v tem. Lahko izrazim čustva in se mi zdi, da rab vsak nek tak šport, recimo, da lahko to pač vsak posameznik naredi. Odločili smo se za to, da izkusimo kakšno nov šport za našega sina, ki je gibalno oviran in v našem kraju nimamo te možnosti. Je bilo tako fajn lani, ki smo hoteli priti še enkrat in družbo je super in tudi učitelji za smučati so super in tudi koliko so ponosni otroci, da lahko pokažejo svoje znanje. Res je šola tudi za starši, mislim, ja.
Prvič smo bila lani na zimskem taboru, potem smo se prijavila tudi na poletnega. Najbolj nama je všeč družba, najbolj nama je všeč meni, predvsem kot staršu, izmenjava informacij s starši ostalimi, otrokom pa seveda druženje in nepozabne dogodivščine. In še en tabor nepozabnih dogodivščin se je tradicionalno zaključil s športnimi igrami. Igrami, ko se vsi skupaj, preden se ponovno podajo vsak na svojo stran, še enkrat igrivo in sproščeno podružijo ob športu. Zelo je bilo fajn, ker smo veliko smučali pa se družili. Sem se zabavala z Maksimilijanom pa z Matevžem. Seveda si v prihodnje želimo, da pridajo še druge družine, še drugi otroci se zabavati z nami, preizkušati se v športnih igrah, preizkušati se v smučanju, tako da ne odlašati starši, naslednje leto se vidimo spet na Rogli. Ja, tudi na paralimpijskem taboru za družine se začenjajo nove parašportne poti. Spoznavanje parašportov je zelo pomembno, da si tudi otroci in mladi z različnimi vrstami invalidnosti lahko najdejo svoj šport. Naslednji korak pa je seveda okolje, ki podpira parašport. Tokrat pa izpostavljamo pobudo plavalnega kluba Radovljica, ki organizira dobrodelno dražbo, katere izkupiček bo šel v podporo in dodatni razvoj paraplevalne sekcije v Radovljici. Športne artikle za dražbo so prispevala resnično eminentna imena slovenskega športa in parašporta. Športni predmeti, njihove zgodbe in športniki, ki so jih donirali, bodo predstavljeni na Facebook strani plavalnega kluba Radovljica. Otvoritev dražbe bo 28. februarja, sama dražba pa se bo odvila med 1. in 31. marcem. Več informacij najdete na strani kluba www.plavalniklub-radovljica.si. Za dober namen gre, za slovenski parašport gre, zato naj se dober glas ponese čim širše. V naslednjem prispevku pa bo svoj glas in ljubezen do športa v svet ponesel Nejc Komurka. Nejc je vsestranski športnik, na letošnjih zimskih svetovnih igrah specialne olimpijade v Italiji pa bo Slovenijo zastopal v teku na smučeh. Nejc Komurka je športnik po duši od nekdaj. Šport je njegova najljubša dejavnost, tako v domačem kot tudi šolskem okolju. Ukvarjal se je z različnimi športi, zadnjih 5 let pa redno obiskuje šolske treninge specialne olimpijade. Je srčen, vesel fant, ki pa ima, zato ker se mu je preveč mudilo na ta svet in se je rodil veliko prezgodaj, lažje motnje v duševnem razvoju. Zato obiskuje prilagojen šolski program na osnovni šoli Helene Puhar v Kranju. Živjo, sem Nejc Komurka, športnik specialne olimpijade. Nejc je član slovenske reprezentance specialne olimpijade, ki v mesecu marcu potuje na zimske svetovne igre v Torino. Nejčeva disciplina je tek na smučeh. Uvrstitev na igre pa si je priboril z odličnim nastopom na lanskoletnih državnih igrah specialne olimpijade, ki so se odvile v Kranjski Gori. Res je nek tak velik uspeh v športu. To mi res zelo veliko pomeni. Odkar je bil izbran v slovensko reprezentanco, trenira po posebnem programu. Hodim v Medvode, približno enkrat, dvakrat na teden. Povadim tehniko, da probam biti čim hitrejši. Po zgledu Petre Majdič, ki mu je za namen tekmovanja posodila smučke. Pomemben del treninga je tudi vadba v fitnesu, ki ga opravita skupaj s še eno članico reprezentance Ajdo Markun. Ko imaš tekaško stezo v fitnesu, kolo, to mi je najbolj všeč. In potem dvigujemo teži za roke, za noge. Redno pa na svoji šoli obiskuje tudi treninge specialne olimpijade. Pred specialno olimpijado se je Nejc ukvarjal s kar nekaj različnimi športnimi dejavnostmi. Tudi, ko sem bil mlajši, sem plesal folkloro. To je bilo na začetku.
potem je bil nogomet, potem pa atletika. Tudi čas preživet v družinskem krogu je večinoma športno obarvan. Šport mi pomeni sprostitev v naravi, zelo rad hodim po hribih, tečem na smučeh, sprehajam svojega psa. Predvsem je rad aktiven zunaj na prostem, pa naj bo to šport ali kakšno drugo praktično opravilo. Ni pa samo dober športnik, temveč tudi dober prijatelj in učenec. Kdor je slabe volje, nekako vedno pride do nejca in on je tisti, ki ga pač vedno razvedri, da postane dobre volje, komunicira z vsemi učenci, je zelo sodelovalen, potrpežljiv, marljiv, tako da je kar nekak naš idol tukaj na šoli. Ga imamo tudi vsi radi. Zimske svetovne igre specialne olimpijade v Italiji se začnejo 8. marca in Nejc ima za svoje nastope jasne želje. Moje želje so, da bi domov prinesel čim več medalj. Da jih bo dodal v svojo, že kar lepo bogato zbirko odličij. Nejcu, kot vsem njegovim sotekmovalcem, želimo odlične športne nastope in čim več medalj. Še več kot medalj pa jim želimo dobre volje in odlične športne družbe. Na Pokljuki, kjer je doma slovenski biatlon, pa so se tokrat zbrali najboljši parabiatlonci z celega sveta. Slovenski parašportniki smo parašportno dogajanje na Pokljuki popestrili s predstavitvijo še nekaterih drugih zanimivih parašportov. Pokljuka je v zimskem času že dolgo poznana po odličnih izvedbah biatlonskih tekem na najvišjem svetovnem nivoju. Letos pa so na Pokljuki na stežaj odprli vrata tudi parabiatloncem. Mi smo zelo ponosni, da Pokljuka gosti to svetovno prvenstvo v parabiatlonu, kajti Mednarodna biatlonska zveza je nedavno, šele na kongresu v mesecu septembru, prevzela tudi pod svoje okrilje parašport. In želeli smo na nek način sporočiti, kako pomemben je tudi parašport, kako družbeno odgovorni smo tukaj v Sloveniji in verjamem, da je to tudi neka spodbuda za razvoj tega športa v Sloveniji. Mi smo tukaj zelo srečni. Mislim, da je na prvi pogled pravzaprav očitno, na kako visokem nivoju je prvenstvo pripravljeno. Več si želimo teh organizatorjev, da bi organizirali seveda tudi velika tekmovanja za šport invalidov, ker mislim, da tako lahko skupaj najdemo neke sinergije, na koncu pa vsi pravzaprav poskušamo svoj šport promovirati. Na dobro znanem prizorišču tekem za svetovni pokal v biatlonu se je tokrat pomerilo okoli 100 parabiatloncev iz 16 držav, med katerimi pa ni bilo slovenskih predstavnikov. Naša edina tekmovalka, Tabeja Dovžan, se je pred tekmovanjem žal poškodovala. Na prvi tekmovalni dan pa se je vzporedno z dogajanjem v biatlonski areni le malce stran od tekmovalne proge odvijala predstavitev parašportov za slovenske osnovnošolce. Pomembno je v bistvu, da ozavestimo otroke, da prvo, da pridejo malo navijati za parabiatlonce, drugo pa, da spoznajo tudi malenkost drugačen šport, v bistvu, da se tudi da na takšen in drugačen način ukvarjati športom. Učencem so pripravili 3 parašportne izzive. Prva postaja je simulacija streljanja, imajo laserske puške, potem imamo poligon za slepe in slabovidne, kjer dobijo masko čez oči in morajo potem z zaupanjem sošolca priti čez poligon. In imamo simulacijo teka na smučeh. Zelo uživajo, smejijo se in so presenečeni o tem, kaj vse lahko zmorejo. Ko smo se sankali, je bilo ful težko obračati sanke. Ja, pa tudi dosti težko se je poganjalo. Ko smo dali gore učala in pa si, da si bil kao slep, pa si tam hodil po poligonu in ti prijatelj govoril, kaj moraš recimo dol, kaj je bila tako taka ovira, pa skoč, pa tako. Moraš imeti zaupanje, ja. Malo moraš imeti sigurno.
Ful mi je bilo dobro, ker smo s tistimi učali, mislili smo se, smo prijateljico ful smejale, ker je bilo zabavno. Najbolj je bilo streljanje s puškami. Ja, najbolj nam je bilo streljati, zato ker smo tudi obedve pol vse zadele, vseh 5 tarč, v ne prav veliko poskusih. Tako je potekal lep dan, poln novih športnih in življenjskih izkušenj. To je za nas velika priložnost, ker danes bo v bistvu 190 otrok spoznalo, na kakšen način parašport pravzaprav poteka, da to ni šport na nič nižjem nivoju, da pravzaprav je enako zahteven, je drugačen, je specifičen, ampak je enako zahteven, je lep in je še vedno na koncu šport. Z zračnimi puškami je bilo tudi ful težko streljati, pa z unimi sankami, ampak sem si vsaj predstavljala, kako je to. Po mojem smo zdaj na tem poligonu v bistvu mi poskušali, v bistvu smo probali, kako to v resnici oni delajo, da smo nekako dobili ta občutek, kako gre to njim. In da mi je bilo na začetku najverjetneje težko, kakor je bilo tudi nam, ampak ker so več vadili, so se izboljšala, no? In zdaj jim to ni več težava. Za zaključek današnje oddaje pa smo obiskali šolski športni krožek, na katerem mladi trenirajo odbojko sede v okviru projekta Odbito. Poznate igro odbojke sede? Slovenski osnovnošolci jo spoznavajo in se v njej mojstrijo v okviru projekta Odbito. Tukaj je šola Oshruša Šentjur in mi se bomo zdaj udeležili sedeče odbojke. Ja, bili smo pa učenci 8. in 9. razreda, pa danes nas je prišla še paraolimpika Suzana in smo imeli en skupen trening. Jaz predstavljam sedečo odbojko za projekt Odbito in to je res odbito. Otroci se spoznajo z malo drugačno odbojko, kot jo poznajo, večina to ne pozna, niti ne spremlja. Najprej se malo grejemo na hitro, potem malo pokažem gibanje, kako gre, povem malo pravila, povem svojo zgodbo malo na hitro, pogremo pa malo pare, na udarc, pa na servis in pa odigramo neka 2 seta, ker 45 minut kar hitro mine. Osnovna šola Hruševa Šentjur je ena izmed 9 slovenskih osnovnih šol, ki so se priključile premierni izvedbi projekta Odbito. Učenci se v okviru šolskih športnih krožkov spoznavajo z igro, se v njej mojstrijo, v začetku aprila pa se bodo ekipe vseh sodelujočih šol pomerile med seboj na prvem Lidlovem turnirju v odbojki sede za osnovnošolce. In sam nisem tako nikoli igral te sedeče odbojke, zdaj sem na drugič smo imeli trening. Malo smo se naučili premikati, servirati, pa odboje, pa da komuniciramo med sabo. In kakšni so prvi vtisi? Zanimivo je. Malo težje se premikaš, kot pa pri stoječi odbojki, malo počasneje gre vse. Se je težko navaditi, da se ne vstaneš, pa da riti ne dvigneš, drugače pa ni nič kaj drugače kot navadna odbojka. Sam mreža je nižja, pa manj se premikaš. V projekt Odbito so vključene učenke in učenci 8. in 9. razredov. Med njimi tudi Amadej, ki ima sicer športni pouk organiziran znotraj individualnega programa. Kot gledalci pa so si trening z zanimanjem ogledali tudi učenci nižjih razredov. Naj se zadovoljim za to, da tukaj obračamo točke, da se vidi, koliko imajo. Kaj pa odbojko sede poznata? Sta se v njej že preizkusili? Ne. Nisem še probala, pa bi to sprobala, ker mi je zanimivo. Ja, naša šola je v bistvu zelo športno naravnana. Že več kot 10 let tudi dobila priznanje za najbolj športno šolo. Mi smo vedno za zadeve, pri katerih lahko naši učenci, ki imajo tudi mogoče kakšno gibalno težavo in tako naprej, da lahko dosežejo nek svoj cilj, da se razvijajo in v življenju dosežejo čim več, kar je možno. Projekt Odbito je nastal v okviru programa Postani športnik, ki ga že vrsto let uspešno peljeta dolgoletni podpornik slovenskega parašporta Lidl Slovenija in Zveza za šport invalidov Slovenije Slovenski paralimpijski komite. Mi je fajn, da sem tu, ker
pač bi rad sprobal kaj novega, ne. Je pa tako, da imamo fair play, da smo pošteni proti nasprotniku pa proti svojim igralcem, soigralcem. V duhu fair playa in tudi v igrivem tekmovalnem žaru tole sporočajo nasprotnikom na zaključnem turnirju. Ne vem, kako so nasprotniki, ampak se bomo potrudili. Da pač smo pripravljeni, ne? Se bomo še zdaj bolj naučili, pa bomo probali zmagati. Da Oša Hrušec je najboljša šola, da boste izgubili. Hvala vam za vašo družbo v današnji oddaji. Ponovno se gledamo v mesecu marcu v oddaji Tempo.